Zgodile so se številne nesreče po številnih krajih po Metliki, tako delovna nesreča se je zgodila, prometna nesreča se je zgodila, množični pretep migrantov imamo, zasutje stopnišča. Na srečo je šlo le za regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in civilne zaščite iz Dolenjsko-Belokranjske regije. Tukaj danes sodeluje 12 ekip, za oskrbeti imajo 16 poškodovancev na 4 delovnih mestih. Vse ekipe imajo enako možnost, nobena ni privilegirana ali pa zapostavljena, ocenjevalci so korektni, imajo jasna navodila. Na prizoriščih delovne nesreče v gozdu, ob potresu, ob množičnem pretepu in prometni nesreči so ocenjevalci, zdravniki in medicinske sestre skrbno opazovali slehernega člana ekip prve pomoči. V prvi vrsti ocenjujemo pristop, se pravi najprej prvo varnost, ko pristopajo na prizorišče, seveda morajo poskrbeti najprej za svojo varnost poškodovancev, šele na to pristopajo, na to pa oskrba, vrstni red, triaža, se pravi, in pa sam klic na številko 112 in transport pacientov. Kako jim gre doslej? Odlično, lepo natrenirani, pripravljeni, res vsaka pohvala vsaki ekipi, zelo dobri. Do zdaj, kar sem videl, so zelo naučeni, izkušeni, strokovni. Nam je zagotovil tudi vodja ocenjevanja. Ker pa je imelo preverjanje tekmovalni značaj, so na koncu razglasili tudi zmagovalno ekipo, ki bo jeseni Dolenjsko in Belo krajino zastopala v Postojni na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Največ znanja in spretnosti so pokazali člani novomeške ekipe Rdečega križa. Je pa ta preverjanje, bom rekla, ena priložnost, da vse te tekmovalne ekipe člani utrdijo svoje znanje, da vejo, da je treba, ko se prometna nesreča ali druga nesreča zgodi, da je treba poklicati, kaj povedati, ko pokličeš in da je treba ukrepati hitro in pravilno. Zato so ob koncu tokratnega regijskega preverjanja v Metliki čestitali vsem ekipam prve pomoči Rdečega križa in civilne zaščite ter jim podelili priznanja in pokale.